V tem videu se odpravljamo na oddaljen vulkanski otok v iskanju ene najredkejših bitij v oceanu. Velikanski mavrični jastok, skrita pod ostrimi skalami in nevarnimi vodami. To izmuzljivo bitje je nekaj, kar večina ljudi v svojem življenju nikoli ne bo videla. In danes tvegamo vse, da jo najdemo. V redu, fantje, danes je prvi dan in veste, cilj te misije je najti velikanskega mavričnega jastoga. Zdaj med tem izzivom, fantje, moramo še vedno loviti hrano, da preživimo tukaj. In imamo nekaj stvari, ki nam bodo pri tem pomagale. Torej, najprej imamo zanesljivo mačeto. Ta nam bo pomagala razpreti živali. Imamo tudi to puško za podvodni ribolov. Je nora. Poglejte barve na njej. Ima skoraj tak vzorec kot kitovec. Tukaj imamo tudi plavuti za potapljanje. Imamo tudi masko. In fantje, v tem nahrbtniku imam nekaj skrivnih predmetov, ki jih bomo lahko uporabili v naslednjih nekaj dneh. Zdaj, če nam uspe najti enega od teh velikanskih mavričnih jastogov, vam bom pokazal nekaj tukaj noter, kar mislim, da bo noro. Začeli bomo raziskovati to obalo. In držimo pesti, da bomo v naslednjih nekaj dneh našli eno od teh velikanskih živali. Prav, kapitan, gremo! Prav vidite lahko vso to valovanje vode tam zunaj. To so v resnici ribce za vabo. Potapljali se bomo ob teh obalnih robovih. Poglejte, kako noro je to, fantje. To je vrh gore. In prav tukaj se spusti na to globoko polico. Upajmo, da bomo tukaj začeli vzdolž te obale in videti, če lahko najdemo enega od teh velikanskih mavričnih jastogov. Zdaj tukaj ne bom imel nobene pomoči pri iskanju enega od teh velikanskih mavričnih jastogov in nimam nobene hrane. Tako da dokler ne najdem enega od teh pošasti, bom moral preživeti samo s tem, kar lahko ujamem. Fantje, to bo res divji izziv. Začeli bomo tukaj na tej nori polici. Takoj skočimo v vodo, začnemo plavati ob obali in vidimo, kaj lahko najdemo.
Prav, fantje, pravkar smo prišli z potopa in tam spodaj je bilo noro. Mislim, da je to ena najčistejših vod, v kateri sem kdajkoli potapljal v življenju. Imeli smo nekaj čudnih živali, ki so prihajale zraven in smo se kar mučili, fantje. Veste, cilj tega izziva je ujeti velikanskega mavričnega jastoga. Na koncu, fantje, sem našel nekaj, kar mi bo dalo dober namig. Našel sem staro jastogovo lupino, fantje, v plitvini, kar pomeni, da so se jastogi očitno preselili iz globoke vode v plitvino. In to je kraj, kjer bomo jutro lovili, fantje, ampak danes imamo srečo. Dobili smo neki živali. Poglejte barve te stvari. To mora biti ena najbolj neverjetnih živali na planetu Zemlja. Imenuje se poslikani sladkoust, ker ima po boku vse te poteze čopiča. In notranjost njegovih ust je pravzaprav svetlo rdeče barve. Tukaj na otokih so prava stalnica in so dejansko zelo okusni na ognju. To je tisto, kar imenujejo jackfish, fantje, ali pa vrsta kirurške ribe. So pravzaprav glavna hrana teh otokov, zelo pogoste in neverjetno okusne. Imajo trdo zunanjo kožo in so skoraj v celoti prekriti z ostrimi, nazobčanimi bodicami. Res nora žival. Ker čeprav imava ti dve čudoviti ribi, to ni tisti velikanski jastok, ki ga potrebujemo. To je dober znak, da se bodo skrivali v plitvini, v tisti lepi, čisti vodi. Ampak to je hrana za prvi dan. Na tej plaži bomo zakurili ogenj in jih spekali. Naredili bomo po primitivnem načinu, skupaj z nekaj fanti z otoka in res sem navdušen nad tem. Gremo. Torej, tukaj imava dve različni ribi. Tudi način, kako jih bova pripravila, bo popolnoma drugačen. Ta riba tukaj je sladkoust. Pri tej bomo odstranili luske in ji iztrgali drobovino. Ta tukaj se dejansko imenuje usnjata riba, ker ima kot usnjeno zunanjo kožo. Zelo, zelo čudno. Torej, kože pri tej ne bomo odstranjevali. Ko jo bomo skuhali, bomo lahko kožo enostavno olupili. Zdaj bomo samo hitro odstranili drobovino. Vsa drobovina ven. Tega nočemo. Imamo našo čudovito ribo, tukaj imamo kapitana JR-ja, ki je domačin na teh otokih in pokazal nam bo res cool način priprave te ribe, kaj ne? Ja. Torej me boš vodil skozi to, brat. Naredi palco, ja, da narediš konico, res ostro, in daš ribe na palco. Praktično smo tu ribo samo nataknili naravnost na palco. Odstranuje vso ljubje z nje. Imamo cel kup drv, imamo cel kup trsk spodi. Zdaj bomo to zakurili. Ribo bomo dali na stran in počakali, da to malo pogori, potem pa bo pripravljena za ogenj, prijatelj. Peče se, prijatelj! Peče se! Hej, vsi napište peče se v komentarje, fantje. Ribo imamo pripravljeno za prvi dan. Jutri pa moramo najti velikanskega jastoga. Ja. Brate, kaj bomo naredili s to ribo tukaj? Najprej bomo odstranili kožo, potem jo dali na ogenj, da odstranimo vso kožo. Koža te ribe je zelo trda na zunanji strani, zato jo najprej zažgemo, potem pa jo lahko olupimo. Skoraj kot plašč na zunaj, a ne? Ja. V redu, dajva jo na ogenj, brate. In ko se tako peče, fantje, se bo odprla in vidite, to so vse mišice, ki se začnejo kuhati znotri. Torej, zdaj neposredno segrevamo. In on je že odstranil kožo na tej strani. In kar bomo naredili je, enako bomo naredili še na drugi strani, tako da lahko vidite, da riba še ni kuhana, ampak jo je prijel in lahko skoraj da samo tako olupi kožo. To je kot velik krožnik mesa, ki ga bom pojedel. In Jay, koliko časa se bodo te stvari kuhale? 30 minut. Potrebovali bomo približno 20 do 30 minut, potem pa bodo pripravljene. In jih lahko počasi obračamo, kaj ne? Ja, danes je bilo res težko. Ampak vsaj JR mi je pokazal neko vrsto ribe, fantje. Ribe že pečemo, ampak veš, brat, mi iščemo velikanskega mavričnega jastoga. Kam lahko gremo, da ujamemo to žival? V redu, jutri bomo našli dobre kraje. Kje je to? Nekje v plitvi vodi, plitva voda. Tukaj lahko potegnemo jastoga ven z veliko skalo. Velika skala. V redu, torej moramo iti tja, kjer je plitva voda, kjer so velike skale in kjer ni premočnega toka, ker je bil danes tok premočan. Ja. Danes je tisti dan. Torej, razvozlali smo namige, fantje, kje se bodo te živali skrivale, zdaj si bova privoščila ta obrok, brat. In potem jutri zjutraj bova šla spet po velikanskega jastoga in upava, da bova lahko ujela enega od teh. Ribo so pekla zadnjih 15 do 20 minut, fantje. Poglejte jo zdaj. Zdaj jo bova dala z ognja. Postreljaj bova kar tukaj. Wow, dobro upravljeno, brat. Imela sva nor dan tukaj na otokih.
To je tisto, za kar gre, fantje. Še nismo ujela tistega ogromnega mavričnega jastoga, ki si ga želiva, ampak imava to čudovito jed. In prav je, da si s kapitanom deliva ta obrok. Brat, katero od teh rib misliš, da ti bo bolj všeč? Ta. V redu, poskusiva in bova videla, če ti je ta bolj všeč. Ampak to je sladkoustka, fantje. Pri tej bomo kožo zavihali nazaj. Ti rad ješ kožo? Krekerđi. Kot od cvirki. Ja, prav poskusimo. Gremo. Odlično. Dobro. Ni dobro. Ja. V redu, koliko bi temu dal? Od 10-10. 8. V redu. Za tega, fantje, mu dajemo 8 od 10. Prav, pejmo na tvojega najljubšega. To je usnjata riba. Meso te ribe je tako belo, fantje. Poglejte tole. Tako je belo. Ja, to je kul. Prav, na zdravje. Človek, to je res božansko dobro. Meso te ribe je res mehko, fantje. Je lepo in se drobi. Nima nobenega neprijetnega okusa. Je res čudovito. In zdaj se bomo lotili tega. Jaz mu dam trdnih 10 od 10, brat. Mislim, da je to ena najboljših rib, kar sem jih kdaj jedel. Ta lokalni način, kako jo je olupu. To je čudovito. Jutri moramo iti po tega jastoga. Ja, se vidimo jutri, zgodaj zjutraj in dobili bomo to zverino. Se vidimo takrat. Dobro jutro vsem skupaj. Danes lovimo velikanskega jastoga. Drugi dan. Pravkar smo pristali na obalnem mangrovskem sistemu in pripravljamo opremo, fantje, da gremo na vrhunski lov. Prav tukaj za menoj ta ekosistem skriva ogromno življenja. To je v bistvu gojišče za majhne ribe, ribe za vabo in vse drugo, kar mora zrast in se ukrepiti, preden se preseli v globoko modro morje. Torej, tam bomo šli na lov, fantje. Kdo ve, kaj bomo našli v teh mangrovskih sistemih, ampak danes sem res navdušen in veste, da bomo našli tega ogromnega jastoga. Ali pa bomo umrli pri tem poskusu. Hej, fantje, dež pada, ampak to je bil res dober znak. Videli ste, kako smo se plazali skozi tiste mangrove, tam spodaj je bilo noro in našli smo dober kos tistega jastoga. Fantje, kar zdaj razmišljam je, da ste videli, da ni bilo veliko skal, večinoma je bil samo pesek. Zato se bomo premaknili malo bolj proti obalnemu grebenu. In mislim, da bo tam najboljše mesto. Iščemo tiste velike skale, kot je kapitan rekel včeraj, da bomo morda našli enega od teh ogromnih pisanih jastogov. In jaz bom ujel to zverino.
To se bo zgodilo, fantje. Sem navdušen nad tem. Gremo proti naslednji lokaciji. Lov se nadaljuje. Prav, fantje, sonce je končno prišlo ven in zdi se, da je zdaj popoln trenutek. Ure in ure smo iskali tega ogromnega pisanega jastoga in zdi se mi, da se vse obrača v našo korist. Veste, če vzamemo to hitro poživilo, nam bo dala nov val energije, novo življenje in upam, da bomo potem našli enega od teh ogromnih živali. Spimo to, prijatelji, sledi hitro poživilo. Gremo! Dobili bomo ogromnega pisanega jastoga. Snijamo, gremo. Fantje, uspel nam je, stari. Prav, spravljam to stvar v čoln. To je noro. Juhu! Uspel nam je! Tišina, fantje, poglejte tole. To je velikanski, poslikani jastog. Ta stvar je neverjetna, popolnoma mavričnih barv je, fantje. In to zato, ker se more zliti z vsem čudovitim koralnim grebenom. Kje? Pojdi stran od mojega basa, brat. Ta antena je tako dolga, dobesedno ima rogove na njej. Ma jih kar na obrazu tam. Imajo to zunanjo prevleko telesa, ki jih v bistvu ščiti pred plenilci. Imajo te noge tukaj, fantje, ki jih uporabljajo za plazenje po morskem dnu in da se uprimejo stvari. Če dam roko blizu, poglejte to. Poskušal se bo uprijeti moje roke. Vsaka od teh njihovih majhnih nog ima na sebi drobne dlačice in ščetine. To jim pomaga zaznavati vibracije in tudi občutiti plen ter vse te stvari. In polne so mesa. Ena najbolj okusnih živali na planetu Zemlja in iskreno komaj čakam, da se lotim tega. Veliki mavrični jastok. Imamo ga, prijatelji! Woohoo! Zdaj, fantje, želim vam nekaj pokazati o tej živali. Tukaj ste verjetno slišali, ko sem ga prijel pod vodo, oddajal sem zvok. In to je pravzaprav njegove tipalke, ki se drgnejo ob njegov obraz. To je nekaj najbolj nenavadnega sploh. In skoraj zveni, kot da pod vodo godrnja in poskuša pobegniti. Uporablja ta velik rep tukaj, ki je popolnoma napolnjen z mišicami, da se odrine nazaj. In pravzaprav se tako poganjajo skozi vodo, premikajo se nazaj, fantje. In to je zato, ker uporabljajo svoje oči tukaj in želijo biti obrnjeni proti plenilcu. In te stvari, fantje, so izjemno redke in okusne. Komaj čakam, da to stvar dam na ogenj. Včeraj ste videli, da smo imeli le nekaj majhnih rib, danes pa imamo orjaškega mavričnega jastoga. Pojdimo po drva in specimo to stvar na BJ-ju.
Tukaj imam cel kup dračja za podkuret. Vzeli bomo nekaj večjih kosov lesa, te bomo odložili kar na stran. Fantje, to stvar bomo razrezali in očistili. Pokazali vam bomo, kako bomo to naredili. Rekel sem vam, da imam nekaj skrivnega v nahrbtniku in to zato, ker bomo uporabili ta ananas z tega otoka in ga spekli skupaj z jastogom. To bo eden najbolj norih receptov doslej. Kar naravnost navzdol bom zarezal. Ja, cunanjost. O moj bog, poglej, kako sočno to izgleda. Imamo naš čudovit ananas, ki smo ga pravkar narezali, to bo tako sočno nad ognjem. Zdaj bomo očistili našega ogromnega jastoga. Obrnili ga bomo na hrbet, tako kot vidite, fantje. Preprosto ga bomo razpolovili naravnost po sredini. Poglejte. En rez, točno tako. Kosi jastoga letijo povsod naokoli, fantje, tukaj na teh otokih. Ne morem niti govoriti, tako sem navdušen nad tem in to je trenutek, ki smo ga vsi čakali. O moj bog. Vse to je samo čudovito meso in masleni del v glavi. Pripravljeni smo, da to damo naravnost nad ogenj skupaj z našim čudovitim ananasom. Poglejte, kako neverjetno to izgleda. V redu, ogenj gori. Vsi, napišite to v komentarje. V komentarjih je zdaj že pestro. Moramo to stvar res dobro razplamteti. Ko bo plamen popustil, bomo dali jastoga na vrh. Dajmo to naravnost gor. Moramo narediti nekakšno rešetko, ki jo bomo lahko uporabljali za našega jastoga, fantje. To bomo dali čez ogenj, eno bomo dali točno tako. Vzeli bomo še en kos bambusa. Tako, kot sem pokazal. Zdaj se bo ta jastok kar v svoji lupini kuhal, fantje. Zadržal bo vso tisto čudovito vlago in vso meso, ki se bo počasi kuhalo nad ognjem. Samo to palico bom tukaj na brusu. Samo napel bom čez celo dolžino, tako kot vidite. To zgleda noro. Vidite, da že spreminja barvo, takrat veš, da se začne peči. In vsi sokovi v notranjosti začnejo vreti. Zadnjih nekaj dni smo to žival lovili ure in uspelo nam je, človek. Imamo eno najbolj eksotičnih, okusnih in čudovitih živali na žaru prav zdaj. Komaj čakam, da to poskusim. Še nikoli nisem tega jedel z ananasom. To je čisto nov recept. Poglejmo, kako bo uspelo. Očitno je ta stvar velikanka, zato jo bomo hitro obrnili, da bo meso lepo zapečeno na ognju. Potem pa bi morala biti skoraj pripravljena. Vroča je. Obrmi jo. O moj bog, vidite, da že spreminja barvo. Tudi naš ananas bomo malo obrnili, začenja se lepo zapeč, malo ga bomo obrnili, to bo v redu. Imamo jastoga. Poiskali bomo dobro mesto, da ga postavimo. Izgleda noro. To bom samo tukaj postavil. V redu, fantje, pred nami imamo ogromnega jastoga in to čudovito pečeno ananasovo rezino, popolno pečeno na ognju. Zdaj bomo vzeli ogromen kos jastoga tukaj. Fantje, to meso iz repa je noro. Poglejte to. Kar skoči ven. Poglejte to meso iz repa tukaj. Malo jastoga, gremo to pojesti. To je najboljše, kar življenje lahko ponudi. Juhu! To je bil res nor izziv. Vesel sem, da ste bili z mano in uspelo nam je. Tukaj imamo še več videov. In vidimo se v naslednji epizodi Wade Papenfuss Offshore Tales. Se vidimo takrat. Juhu! Juhu!